Kdor se sprehaja po eni od ulic na Viču v Ljubljani, skoraj gotovo ne bo pozoren na hišo, ki jo tako rekoč popolnoma skriva bujno rastlinje za ograjo. Stanovalci so zadovoljni, da jih zelenje ločuje od zunanjega sveta. Mi smo imeli eno redkih priložnosti, da vstopimo tako v nevsakdanje zasnovan vrt, kot v dnevni prostor, ki povezuje vrt in hišo. Tam smo bili kar dvakrat, jeseni in pozimi. Smo v eni lepi hiši, ki je obdana še z lepšim vrtom in je pravzaprav redek primer, da imamo možnost videti oboje. In za oboje je v veliki meri zaslužen gospod Sašo Ostan, arhitekt, ki se mi je pridružil, da pove, zakaj so stvari tako lepe, kot so. Kar en kup srečnih okoliščin se je moral tle srečati, da je stvar nastala taka, kot je, da je to res ena integralna rešitev, ki povezuje hišo in vrt, da je to sicer ena relativno običajna predmestna parcela, bi se dalo reči, za eno hišo iz recentne polpretekle dobe, ki sta jo naročnika želela prenoviti. Prenoviti pa predvsem ta bivalni del, torej ta trojček, kjer se zdaj nahajamo, ali pa vsaj najprej, se pravi kuhinja kot srce hiše, jedilni prostor in bivanje, dnevna soba. In nastalo je to, kar je pač nastalo, ena lepa povezava bivalnega prostora, ki diha z naravo, to, kar je eden od ključnih kriterijev nekega trajnostnega sonaravnega bivanja, kar so sodobni koncepti, ki jim moraš slediti. Mi smo bili soočeni s stavbo iz poznih 80-ih let, ki je bila morda malo nerodna v funkciji, v podobi pač odraz tistega časa, etc. Torej, predvsem smo hišo predihali in naredili nove perforacije, kompozicijo te opne, ki mora vedno biti neka simbiotska opna, ki diha med zunaj in znotraj. In predvsem to, kar je največji dodatek, je pa dejansko ta steklenjak, se pravi ta na nek način prostor, ki stopi ven iz fasade in nas posadi v središče vrta, hkrati v eksterierju, torej znotraj tega zelenega izjemnega okolja, pa povezani z interierjem. In imamo hkrati pogled tudi na hišo samo nazaj. Skratka, to je en tak moment, ki je zelo zanimiv. Kako dolgo je trajala prenova? In kdaj se je recimo končalo to stanje, v katerem smo zdaj, ker ste omenili, da kakšna malenkost je še treba dodelati? Ja, vse skupaj zdaj, ne vem, čist na pamet, ampak smo gotovo delali dobrega pol leta ali pa 3/4 leta, kar se izvedbe tiče. Predtem so seveda vsa snovanja, kot sem že omenil, od idejnih skic, začnemo z roko, mi smo še stara šola, torej misleča roka, kot podaljšek intuicije in tako naprej. Potem se stvari digitalizirajo, pa je vedno znova ta dialog. Naredili smo načrte za arhitekturo in krajinsko arhitekturo, vse znotraj ateljeja. In ta na nek način, ta hortus conclusus, pogojno rečeno, ki je z vseh strani zaprt zidovi, je bil ključen del, kot ste tudi sami omenili, te celote. Arhitekt Aleksander Ostan je pri tej prenovi sodeloval s svojo življenjsko sopotnico, arhitektko Natašo Pavlin. Posvetila se je tako vrtu kot notranjosti hiše. Mi smo pa hoteli pravzaprav ta vrt, mogoče se ga lotiti malo bolj konceptualno in morda z krajinsko arhitektko, kolegico, s katero sodelujeva, Jano Kozamernik. Pravzaprav nekaj stvari odvzeti, mogoče ga malo bolj izčistiti, narediti nekak pretok od začetka, rekla od parkirišča, na začetku ob hiši preko predvrta, mimo japonskega kontemplativnega vrta, malega ribnika do igrišča za odbojko in celo pravzaprav tudi zelenjavnega vrta. Skratka, to nekako skupaj povezati v eno celoto, kjer ni nič preveč in je ravno prav. Lastnika hiše in vrta sta več let živela v tujini na različnih celinah. Gospa je prava zbiralka in nabralo se je predmetov za velik zabojnik. Pri izboru in postavitvi teh spominov je imela pomembno vlogo arhitektka Pavlinova. Meni se zdi zelo pomembno najprej, da poslušamo zgodbe. Da znamo na začetku poslušati naročnika za njegovo zgodbo, ki je seveda od nekje prenešena. In ena od teh zgodb so potovanja in vsi te predmeti, ki so bili od nekod prinešeni iz Azije, Južne Amerike, od povsod pravzaprav.
V japonskem vrtu je vse podrejeno simboliki, zato si ga na naši celini le redko kdo upa urediti. Gospa Andreja Vodopivec je pred nekaj leti ustvarila peščeni vrt po vzoru japonskega vrta. Začelo se je čisto s tem, da smo recimo poskušali imeti travo, pa se je izkazalo, da so v tisti konc zmetali gradbenik z skale in ta trava ni uspevala. Veliko stvari ni uspevala, ker ni bila v redu zemlje. In potem sem imela izbiro, ali zalivam vsak dan, ali pa če se nekaj odločam, da bo v redu. In že tako sem prišla na idejo, zakaj ne bi dala tam peska, recimo, pesek. Ker res nisem imela nobenega pravega koncepta. Jaz sem zelo intuitivno, tako spontano delala. Pa všeč mi je, bom rekla, narava, pa preprostost. In to se mi zdi, da je pa najdeš v japonskem vrtu. Andrejin vrt je torej sestavljen iz več delov. Japonski je le eden od njih. Njen nemirni ustvarjalni duh jo že vodi k naslednjim vizijam. Moraš ostati v tej preprostosti, ne? Ampak ja, je prostor. Za domišljijo se mi zdi v takem vrtu. Vrt, ki stremi k naravi, ne more obstajati brez vodnega motiva. Kakorkoli je že oblikovan, voda je kot magnet, privlači ljudi in živali. Takrat, ko smo začeli hišo delati, smo bili še v Ameriki in sem si že tam folijo kupila, ker takrat še ni bilo pri nas, sem se preselila s folijo v kovčku, a ne za vrt. In če smo prišli sem, sva s sinom začela kopati in to je bila prva stvar, drevesa posaditi, pa ribnik sva skopala in naredila. Ta ribnik mi je toliko pomenil, jaz sem imela mizo takrat ob oknu in zjutraj sem vstala, popila kavo in sem mislila, da je vsaj 15 minut strmela v to vodo in sem se pomirila. Mislim, to je bil začetek mojega dneva, ta voda, ki je tekla. Ko sem se potepala po svetu, me je najbolj prevzelo recimo v Aziji ta njihova estetika, ko gledaš, kaj posod imajo lokvanje in potem na lokvanjih so žabice, sedijo in v bistvu žabice in oni jih tudi radi te kipce delajo, ker žabice njim pomenijo dobrodošel doma in jaz sem imela pol kar malo čas težav, ko sem se vrnila domov in sem si te žabice nastavila, ker sem si tako rekla, da sem dobrodošla. Pri urejanju novega vrta sodelujoči niso pozabili niti na umetnost. Obiskovalec ne more spregledati številnih umetniških del in artefaktov iz daljnih dežel. Ja, pri snovanju tega vrta smo bili izjemno pozorni na predmete, na kipce. Smo jih hoteli na vsak način vkomponirati v vrt na različne pozicije. Predvsem v vedute ob zaključku poti, vedute, ki se vidijo skozi okna. Tako da je tudi kar nekaj kipov, ki imajo svoje določeno mesto. Ja, ob vhodu v vrt imamo najprej Lujota Vodopivca en akt, njegovo zelo zgodno delo, no potem gremo pa naprej, se pa tam skoraj pase njegov konj. To je verjetno najlepša stvar na tem vrtu. Umestili smo tudi afriško keramiko, tam imamo celo serijo. To so bila vrata afriškega zdravilca. Mi smo želeli, da so nekje tako umeščena, lepo jih je lepo umestila na vrata. To je siguren lep kos. Tak lep kos, ta kredenca je Šrilanka, je tudi že zelo stara. Keramike imam precej stare. Imamo za mizo eno posteljo od afriškega poglavarja. No, na eni strani spet afriške stole, na drugi pa šrilanško zofo. Tako da je precej mešano. Že kratek sprehod po tem vrtu in skodelica čaja v steklenem prostoru, ki povezuje hišo z vrtom, bosta obiskovalca prepričala, da sta arhitekta Aleksander Ostan in Nataša Pavlin svoje delo izvrstno opravila.